dokler mu bo igral orkester Forum 21. In druga teza, na katero bi rad opozoril, je razglašanje vsakogar, ki vstopi v polje dialoga preko ideoloških in političnih ločnic, ki vstopi v polje dialoga prek ideoloških in političnih ločnic za sovražnika in izdajalca. Zadnji primer tega je udeležba gospoda Peterleta v razpravi na forumu z slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki se jih med drugim člani Socialdemokratske stranke niso udeležili in se je predtem spregledalo, da je bil gospod Peterle že gost Foruma 21, takrat, ko je bil kandidat za predsednika države. Čudno se mi zdi, da so razglaševalci takšnega sodelovanja prav tisti, ki poudarjajo, da je v družbi potrebna sprava. Končal bom s tem, da sem prepričan, da bi dialog morala podpirati država in politika, da bi moralo stopati van že od začetka oblikovanja odločitev in da referendumi niso dovolj, čeprav so zelo pomembni, so vendarle samo poslednji akt verifikacije ali preverjanja sprejemljivosti posameznih odločitev v večinski javnosti. Mislim, da bi analiza in iskanje podpore pri ljudeh silila oblast v dialog in to je tudi moj optimizem. Zadnje čase se pojavlja več glasov pomembnih, ki govorijo o nujnosti dialoga v družbi, zato se mi zdi smiselno vztrajati. Umik foruma bi pomenil oženje prostora dialoga v nasprotju s potrebo po njegovi širitvi. Vse ostalo pa sem napisal v uvodu. Hvala lepa.